spet sem na starem mestu, dobrodošli v nov vlog. Ful je temno, ker je oblačno vreme zunaj. Glih sem končala montirati angleški vlog. In ja, zdaj se izvaža, pol ga naložim, tako da zdaj pa je čas za kosilo. Že ful cajta si nisem naredila natrganega piščanca, tako da bom to naredila. Mogoče malo brokolija za zelenjavo. Yes. Glede na to, da je tako vreme, se danes ful fajn počutim. Zadnja 2 tedna moram priznati, da sem bila ful lena, tak slabe vole, nič se mi ni dalo, nemotivirana in sem vesela, da sem back on track, včeraj sem tudi telovadila, tako da bom probala zdaj 3-krat na teden telovaditi. To je nek začetek, ni veliko, ni malo, nekaj je, boljš kot nič, a ne? Tako da ja, to je že moj ne vem koliki poskus, da začnem telovaditi, me pa že zdaj noge bolijo. Danes ne bom telovadila, sem pa malo plesala zjutraj. Evo, hrana je pripravljena, zgleda čudovito, zgleda zdravo. To je pa posoda, ki sem jaz zdaj proizvedla. Ampak sem jo že pomila. To sem še pozabila, upsi. Ampak imam pa še, ker sem malo več skuhala zelenjave in piščanca in riža, tako da imam za, ko se ohladi, dam v hladilnik. Dober tek. Sem se odločila, da grem peš v trgovino, tako da gremo. Evo, nahodila sem se, to sem se kupila in je bilo kar težko, ker sem mogla iti po klancu navzgor nazaj. Tako da je bilo kar fajn telovadba, sem se zašvicala. No pa dejmo, danes sem kupila dosti takih stvari, ki jih že dolgo nisem ali pa jih sploh nisem. Kupila sem si pico salami, ker je dan sobota in si bom privošla pico. V bistvu bom imela tak fora party stream oziroma weekend stream. 3 jabke, ker sem se spomnila, da imam arašidov maslo, ki ga sploh ne jem, tako da jaz si ga na jabke dam in ja. Kupila sem si brstični ohrovt, v Sparu smo imeli sam tega in je bil ful drag, ker je nek bio whatever. Šampinjone sem si kupila, parmezana mi je zmanjkalo. Kupila sem si še hrenovke za kdaj na hitrco, mešano solato, že očiščeno in tak. Mozzarelo, ker jo bom po moje dala še na pico dodatno, kislo smetano, ker jo tudi rada dam na pico. To si že ful cajta nisem kupila Rio Mare in Silatissime in sem rekla tak za na hitro, kdaj če se mi mudi, da hitro nekaj pojem, je ful fajn. Raguja mi je zmanjkalo, kupila sem si smetane za kuhanje in ta pek je bil 2 evra, pa še 2,15 evra. Potem sem si pa kupila ta mini chips, ko ni skoraj po moje nič not, ampak toliko, da just in case, a ne, da se mi zlušta kaj slanega, pa da ne pojem preveč. Ful jem nič sladkega zadnji cajt. Če ste opazili, jaz nikoli jem tak sladkih obrokov, ker, ne vem, sem bolj za slano, tako da se opravičujem tisti, ko ste bolj za sladko, ker ne dam nobene pametne ideje. To sem pa ful navdušena. Kupila sem si prvič v lifeu olje v spreju. Ne bom zdaj to skozi uporabljala, recimo, če si damo polne olje, ne rabim tega, ampak je pa fajn za čez zelenjavo, ko si jo narežeš in jo daš v pekač, je fajn pač po vrhu posprejati, ker z oljem ne moreš tako fajn iti povsod. In to ima še česnov okus, je bilo pa kar drago, mislim, da je bilo, sicer je bilo znižano in je bilo nekaj 4 evre, pa še nekaj, ampak ja, okej, je ekstra teviško olivno olje. Kupila sem si raviole, ful cajta si že nisem, to so sirovi ravioli, tako da ziher si bom en dan naredila šampinjone z ravioli. In za rukija sem kupila ene
priboljške, ker danes je prišel na obisk in nisem imela nič za njega in je sam šel in smo no, sorry, Ruki, tako da ja, to je moj haul. Nekaj popusta sem dobila na Šparu kartico, tako da je bilo 28,24 €. Sem vam pa še dolžna od prejšnjega tedna račune, ker sem pozabila prejšnji teden pokazati račune, tako da konec tega vloga bomo vse sešteli. Pred streamom sem pojedla malo kokic, to mi je še ostalo. Zdaj si bom pa zagrela ostanke od kosila. Malo bom to skupaj zmešala. No, pa imamo spet sneg. Pa glih sem mislila, da bo pomlad. Ne, saj se ne pritožujem. Na Koroškem je ful snega zapadlo, tu ni prav nič. Tako da, ja. Evo, jaz sem spucala stanovanje, sem še obesim te zadeve. Po tušu sem se spravila, naredila frizuro in sem naredila eno sliko za objavo za na Instagram. In ja, followajte me na Instagramu. Zdaj sem pa naredila ostanke kosila včeraj. Ja. Ravioli s sirom in gobova omaka s kremo. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. Evo še sladica, dnevnik hvaležnosti in sonček. 3 stopinje so, sam je ful toplo na soncu, tako da bom izkoristila. Danes je 1. februar in jaz imam že 3 tedne In jaz imam že 3 tedne vinjeto, pa še nisem nalimala, tako da vsi me gledajo, fuck. Torej nisem je še nalimala, vsakič jo pozabim in danes je 1. februar in ne bom kakšne kazni tvegala, tako da ne boš, da si nalimam. Problem je sam, da nimam strgala, da bi staro odstranila, tako da jo bom po moje, to bom dala tak pod staro, ne vem še. Je pa lepe barve, ne una zenf. Tako da. To je res nevarno, da se strga, ne vem, zakaj tako neumno naredijo. Najslabše limanje vinjete, kar sem jih kdaj naredila, po moje. Ja, jevi ga, tukaj bo. Ono bom pa drugič odstranila, doma imamo na strgalo. Jaz sem šla malo zaspat, danes nisem streamala, tako da sem imela fraj večer, kar je ful redkost pri meni. In sem se odločila, da naredim na Instagramu ta, ko me lahko vprašate vprašanje. In je bilo ful zanimivo, ker nikoli še to nisem naredila, se mi zdi, oziroma nisem nikoli odgovarjala na vprašanja, ker imam ful polna privat sporočila in so dostikrat vprašanja podobna, se mi zdi, da je to ful dober način, da probam odgovoriti čim več stvari. In sem dala tudi pod highlighte na Instagramu. Tako da ful se fajn počutim, ker sem se malo v bistvu pogovarjala z vami oziroma vam odgovorila. Ful stvari imam za povedati, sam jaz sem zdaj ful lačna, tako da si bom nekaj za jesti naredila. Ura je že 11 zvečer. Ne vem, kaj bi jedla. Ok, ne me obsojati, ampak ura je 15 čez polnoč in jaz imam konkretno večerjo pripravljeno. Zraven pa gledam The Crown, to gre se v angleški kraljevi družini in mi je ful zanimivo, ker sem bila vedno ful zainteresirana v to in ja, ful se slabo vidi. Tako da, let's go. Izgubila sem piercing, nekje v posli očitno, tako da upam, da ga najdem. Pač redko, kdaj se zbudim brez piercinga. Oh no.
Oh no. Oh. Oh. It's here. Yay. Yay. Oh. Jej. Ta piercing za nos ima že ful let, ker je tek najboljši. Enkrat smo ga s Cimro naročili na eni strani, se ne spomnim kje. Glih prav velika rinkica je pa še ta, pač na eni strani ima to, ne vem, krogec, zato da se zaustavi in ne gre skozi uhan. Da jej. Evo, danes je nov dan, jaz imam dosti stvari za narediti, tako da sem se odločila, da malo posnamem, kako se jaz motiviram v bistvu. Glih je eno vprašanje bilo na Instagramu o tem, kako se motiviraš, oziroma kako se motivirati za učenje. Sicer jaz se ne rabim več učiti, mislim, se učim vsak dan, ampak ne ta sistem, ne, šolski. In ja, imam par nasvetov, sem jih dala tudi na storje. V bistvu je čisto simpel, nič posebnega. Še nekaj sem hodila reči. Danes je ful temno, tako da imam ring light prižgan, ura je 3 in je ful mračno. To je moj outfit of the day, trenerka in en big pullover. Se prečujem za svetlobo, ful je slabo, mogoče bi mogla tako snemati. Glavnem je tako je stisnjen tu, tako bubbly je, ful cute. Ja, gremo na delo. Ta gospodič pa ne rabi nič delati. Zdaj bi tudi bila mačka, ruke. Ok, meni najbolj pomembna stvar je, da imam prijetno pospravljeno okolje, da se fajn v njem počutim in moj kotiček je meni ful všeč. Edino, kar je treba, moram malo pospraviti zdaj. Pač te odvečne stvari, ki ne spadajo sem, tako da kar dejmo. Še za malo vzdušja si bom prižgala svečko. Da bo malo dišalo. Ok, se tresem, malo sem lačna. Evo še difuzorček si bom naštimala. To ni potrebno za motivacijo, samo pač pokažem, kaj si jaz naštimam. Zdaj pa se lahko lotim dela. Torej, najprej si zapišem, kaj imam za narediti. Še ena ful priročna in pomembna stvar za mene je, sploh ko editam, da si naštimam časovnik. Torej, dam si 45 minut ali pa 1 uro, da sam editam in ne delam nič drugega, ne iščem video po YouTubeu in zapravljam cajt, ampak res samo editam 45 minut. Zdaj recimo bom pač tega uporabila na računalniku, lahko ga imate na telefonu in pol me v bistvu malo prisili, ko odšteva, da ne zabušavam in se zavedam, koliko cajta sem porabila za nekaj. Se mi zdi, da tek 45 minut je neki cajt, ko sem še lahko fokusirana, pol pa rabim pauzo. Tako da vi si pač sami najdite nek čas, katerega veste, da ste lahko fokusirani, recimo na učenje ali pa na delo ali pa zdaj za telovadbo je malo drugače. Pač vstaneš, narediš, kar imaš in to je to. Ok, jaz sem si napisala to-do listo od najbolj pomembnih do najmanj pomembnih stvari. V bistvu najtežji pa najbolj pomemben korak je, da narediš najprej to, kar najmanj hočeš oziroma te najbolj odriva stran. Torej, najbolj pomembni opravek narediš prvo. Kar se tiče motivacije, motivacija je stvar, ko ni skozi prisotna in če bi čakali vsakič na motivacijo, ne bi nič naredili. Motivacija ni toliko pomembna kot disciplina. Disciplina ne pomeni kazen, ampak pomeni, da se v bistvu, da si toliko odgovoren pa da se malo prisiliš v to, da pač začneš delati, kar imaš za delati. Če vem, da moram iti obesiti oblačila, grem 3-4 zdaj, vstanem zdaj in grem, čeprav se mi ne da, ampak te pol tisti dober občutek, ker si vstal in šel to narediti, nagradi in dobiš dodatno motivacijo za druge stvari. Če cel dan samo čakaš pa razmišljaš, kako moraš nekaj narediti, v bistvu porabiš polovico dneva za nič, za to, da se sekiraš in pol drugo polovico mogoče dejansko kaj narediš. Torej, ne čakati na motivacijo, disciplinirajte se. Disciplina ne pride kar tako, ne boš kar že prvi dan se discipliniral. Mogoče nam korak po korak, torej vsakič probi nekaj narediti. Pa to ne govorim samo za učenje, tudi za telovadbo, recimo jaz bi lahko to bolj uporabljala pri telovadbi. Ne razmišljati o telovadbi, samo obleči se in začni, a ne. Tudi je čisto kratka telovadba. Recimo jaz imam danes za spisati en blog post, ki mislim, da bo že objavljen, tako da ga bom dala v link. O Naturavit izdelkih za lase.
ko sem vam zadnjič pokazala proti prhljaju, sem pa tudi dobila kodo za 10% popust na njihovi strani, tako da Jasmina 10, tako da lahko je prišparate in ja, to je moja prioriteta, da to dan spišem, pol si moram iti skuhati, pol moram ene slike narediti, pol moram se pripraviti na streamu, zmontirati moram ta vlog, tako da ful stvari, ampak sem se lotila tega, ker hočem najprej pač poslati, oddati in pol iti na druge stvari. Mislim, da sem vse povedala. V glavnem, ne čakati na motivacijo, disciplinirajte se, prisilite se in pol motivacija pride skozi proces. To je na kratko. I've been working overtime like crazy, just to show you how I really feel. Haven't had a single day off duty, just to show you that my love is real. A je še to tisti, ko ste mogoče bolj novi, ta očala, jaz nimam dioptrija, ampak so ta Blue Light Protection očala, to pomeni, da varujejo pred modro svetlobo, ki prihaja predvsem iz ekranov, telefonov in ja, tako da takrat, ko gledam cel dan računalnik, je dobro, da imam to na sebi. Ok, čas je za hrano, naredila si bom zajtrk. In kosilo je pripravljeno. Po pomoti sem kupila dimljeno slanino na pečen, ampak sem jo vseeno spekla v ponvi. Dober tek. Ok, dolžna sem še par računov iz januarja, niso tukaj vsi, ker 2 sem doma pustila, ampak sem pogledala na moj bančni račun, ker sem s kartico plačala. Seštevek teh 2 računov je 52, zdaj imam pa tu še, kaj je to? Aha, konzolko. A ja, pa še čevlje moram od brata. Ok, najprej 22,89. Plus še čevlje moram zračunati, sam ne vem, koliko so bile, ker moram iti na PayPal pogledati, ker sem s PayPalom plačala. Let me do that. Plus 43,9 na About You. Ok. Torej, to sem vam še dolžna. To je seštevek zadnjih 2 tednov, ker sem prejšnji teden pozabila vam dati seštevek, tako da sem zdaj kar vse seštela. Zdaj bomo pa sešteli vse, kar sem vam prej pokazala in jaz sem si tu zdaj naredila razpredelnico s fiksnimi stroški, torej za SP plačam 450, najemnino plačam 200, pol imam položnice, telefon, dodatno zavarovanje je okoli 55, pol imam razne naročnine, recimo plačujem za glasbo, da jo lahko uporabim na obeh YouTube videih in tudi na Twitchu za ston, da me ne v bistvu avtorske pravice na nek način, pol Netflix mesečno 10 evrov, pa na Twitchu imam 3 naročnine, se mi zdi, torej 15 evrov. Torej, fiksnih stroškov vse skupaj je 791 evrov. Ok, še cel mesec stroškov za januar. Moram reči, da januar je bil res ful zapravljiv, ampak ne po moji izbiri toliko. Večinoma, ker sem mogla ful stvari dragih kupiti. Kot ste videli, sem mogla iti za zdravnikom, mogla sem vinjeto kupiti, to je že bilo 160 evrov. Brat je imel rojstni dan, sem darilo kupila, še za Maja sem kupila darilo, za mačka sem kupila nove stvari, ker imamo novega mačka, tako da ja, je bilo kar dosti stroškov. In vse skupaj dodatnih stroškov je bilo 522. In zdaj, če se to skupaj seštejem, dobim 1331. Tisti, ki je komentiral, da ful dobro zaslužim, tudi ful dobre stroške imam. Predvsem fiksne. Nice. In zdaj, če grem še v stanovanje, bi to bilo še vsaj plus 350. Vsaj, torej Jurja 600. Ampak dobro, januar, kot sem rekla, je bil bolj tak mesec, ko je bilo treba ful stvari nakupiti, pač katerim se nismo mogli izogniti. Sebi nisem nič kupila, razen hrano in bencin, ampak pač to moreš, a ne. Dobro, če pogledam Netflix pa Twitch, oziroma Netflix je bolj za mene, no. Ostale bolj, to je bolj podpora drugim, to je pa pač za moje YouTube kanale, tako da ni glih za mene. Ja, tako da, toliko sem zarabila v enem mesecu. Crazy. Evo malo posebno kosilo, oziroma večerja, pardon. Pire krompir, brstični ohrovt in hrenovke. V bistvu sem 15 minut pekla brstični ohrovt v pečici, kot ponavadi, in pol sem dodala še za 10 minut te hrenovke. Tu imam pa solato z mozzarelo,
češnjo, česnov preliv. Easy peasy lemon squeezy. Ok, tukaj se bom pa od vas poslovila, grem veselo na delo, montirati ta video tudi, tako da ja, se vidimo naslednjič. To je to, ne vem kaj reči. Missing someone